spet smo tu, ki pravijo, da gre v tretje rado, četrto pa vlado. Ker pa rado in vlado nimata veze s tokratnim pregledom svežih animejev, je najbolje, da preskočimo v bistvo. Če ste slučajno zamudili prejšnje epizode pregledov, jih najdete na zaslonu, najbolj pa boste na tekočem, če se naročite na naš YouTube kanal in nas lajkate na aktualni Facebook strani. S tokratnim pregledom bomo začeli z najbolj neumno poimenovano TV serijo, katere ne bom najbolje prebral niti v angleščini, niti v japonščini. Zato bom povedal okviren prevod v slovenščini, ki pa se glasi: Ne glede na moje mladostniške iluzije, hočem zmenek. Gre za komično srednjošolsko zgodbo mulca, ki je s prehodom iz osnovne šole v srednjo opustil svoje mladostniške iluzije temačnega magista, zaradi česa so se ga v osnovni šoli izogibali. Da je merica polna, se v njegovem razredu pojavi tudi čudno dekle, ki ga pred prvo uro slučajno zaloti pri glupem monologu. Ona pa to s pridoma izkoristi za izvajanje duhovitih situacij v razredu. Res taka nedožno zabavna TV serija, ki se zazreš tudi v lastno preteklost in neumnosti, ki si jih takrat počel. Naj nadaljujem z naslednjo TV serijo, ki je bila tako kot Psycho Pass v prejšnjem pregledu tudi zelo pričakovano delo studia Production IG. Anime postale malenkost v prihodnost se imenuje Robotics Notes. Iz prve epizode težko sodim, kam bo ta serija peljala, a zaenkrat naj kaže, bi bila kakršnakoli težka meha zadeva, kot pretirano sanja glavna članica šolskega kluba za robotiko. Predvidevam, da čas in tehnologija le nista tako daleč, kot na videz zgleda. Najbolje sem si zapomnil le to, da vsi veliko uporabljajo tablične računalnike, dali pa so mi celo napotek, kako tako velike naprave preprosto nositi s sabo. A ker gre za zgodbo avtorja, ki je zaslužen tudi za zelo dober sci-fi anime Steins Gate, se bom pustil presenetiti. Za zadnjega v tem pregledu pa sem si prišparal še eno malenkost. Nadnaravno TV serijo, od katere nisem veliko pričakoval. Anime z naslovom Zetsu no Tempest, po angleško Blast of Tempest, se začne dokaj umirjeno z nekaj predstavitvami likov, v drugi polovici pa se vse skupaj postavi na glavo, ko se vplete magija, nadnaravni pojavi in iztrebitev celotnih mest. Zaenkrat mi sicer ni kaj precej jasno, načeloma pa vidim neko bojevanje dobrega proti zlu, kjer so vpletene tudi osebne zamere nekaterih likov. Malenkost me moti le ta pojava tipa, ki ima špange v laseh. Nova moda? Daje občutek malce napačne usmeritve, sicer pa je opasen, ker hodi s kolegovo punco. Predvsej nepričakovano. Vkolikor se serija začela zelo mikavno, naj prosim še naprej vleče ta tempo. Danes sem bil res dolg z opisi animejev, zelo pa se trudim ostati kar se da kratek in jedrnat le na podlagi prve pogledane epizode. Za vse naprej ne odgovarja, če se serija popolnoma obrne. Saj veste kako je, če je začetna izkušnja slaba, jo naslednje epizode težko popravijo. Več o novih anijih pa še prihodnjič.